Radovljice se nam javlja Jure Jamnik. Jure, povej, katero ministrstvo ste izbrali Gorenjci? Država nam je najprej ponudila ministrstvo za zdravje, ampak smo ga zavrnili. Težko mu Gorenjci odgovoren za zdravstvo, če se med sabo ne znamo niti zmeniti, ki bomo imeli bolnico. Potem so nam pa ponudili ministrstvo za infrastrukturo, ampak so ponudbo hitro umaknili, so zvedeli, da želimo zaračunavati parkirnino tudi tistim avtomobilom, ki čakajo v kolon na Bled. Ti dve ministrstvi res nista najbolj primerni za Gorenjsko. Katero vam torej pripada? Na koncu smo se z državo zmenili, da Gorenjc prevzamemo ministrstvo za finance. Prihaja namreč en obdobje šparana. Govori se o vitki državi, kar pomeni, da bo v naslednjem mandatu cela država živela tako, kot mi živimo že 20 let. Se pravi, varčno, pa skozi v enem takmu strahu. Najbrž bo res tako, iz večjih razlogov. Hvala, Jure. Svoje ministrstvo pa si obetajo tudi prebivalci Dolenjske, zato se sliko sedaj selimo v Brežice, kjer nas pričakuje naš sodelavec Robi. Robi, pozdravljen, katero ministrstvo boste prevzeli Dolenjci? Alo, Posavci, okej? Posavci. Zdaj, mi smo na vsak način želeli prevzeti ministrstvo za okolje in energijo, da bi končno lahko uresničili naše želje glede jedrske elektrarne. Aha, da bi lahko končno zgradili drugi blok, ne? Ne, mi nočemo druga bloka, mi bi radi nekam drugam preselili prvi blok. Mislim, da smo ga imeli dovolj časa, tako da je zdaj nekdo drug na vrsti. Žal pa država za nas ni imela posluha in smo dobili ministrstvo za obrambo, ker pa je južna meja najbolj obremenjena. Tako da jo bomo mi zdaj branili, ampak ni nam čisto jasno pred kom, ker večina ljudi, ki potuje čez južno mejo, hoče iti ven iz države. Zgleda, bo vojska imela zdaj nalogo, da poleti nekaj Slovencev zadrži v državi, da bo vsaj izgledalo, da nekdo upravlja tekoče posle. Hvala, Robi, bomo videli, oziroma boste videli, ker mene poleti ne bo. Kaj pa tebe? Jaz sem z eno nogo že v tujini. Svojega ministrstva pa se seveda veselijo tudi prebivalci Prekmurja, kjer nas pričakuje naš sodelavec Jernej. Živijo, Jernej, tudi Prekmurje bo končno dobilo svoje ministrstvo. Predvidevam, da boste prevzeli ministrstvo za kmetijstvo. A ja, seveda, ker za vas smo mi pač ta meni kmetje. To je tipičen stereotip, ki ga imate v nas in v letu 2026 taki komentarji nimajo prostora na javni televiziji. Se opravičujem, moja napaka. Verjetno Prekmurju pripada ministrstvo za zunanje zadeve. Ja, valjda, ne? Ker mi smo pač neki Madžari, tam neki tujci, ki govorijo madžarsko. Mi ne govorimo madžarsko. To ni madžarščina, kam mi govorimo. Mi govorimo v avtohtonem slovenskem narečju, ampak vsakič, ko se eden od nas znajde na televiziji, mu spodaj dodate podnapise. Pa to ne moreš vrvati. A vidite, točno to se zgodi, ko je Prekmurec na televiziji. To je prekmurofobija. Je tak? Žal ne morem odgovoriti, ker te nisem razumel. Nam vseeno zaupaš, katero ministrstvo se seli v Prekmurje? Mi smo izbrali ministrstvo za pravosodje. Prekmurje namreč velja za najbolj odročno slovensko regijo in če se bodo morali gospodje v Ljubljani za vsako kaznivo dejanje voziti v Prekmurje, bodo mogoče naslednjič dvakrat premislili, preden se lotijo nečednih poslov.